veste, da imamo na nekaterih koncih Slovenije na kupu toliko naravnih znamenitosti, da nas potem vedno premamijo ene in iste, drugih pa niti poznamo, ne? Na tem koncu je Blejski Vintgar tisti, ki pobere vso pozornost, o Pokluški soteski pa zelo redko slišimo. Ampak preden grem tja, sem moral iti en krog še kar v osrčje Pokljuke. Tudi če ne spadate med tiste, ki radi nabirajo kostanj, gobe, čemaž, kaj še vse, Pokljuko toplo priporočam, ker tukaj res lahko uživate v naravi. Gozda je toliko kot odlagališč vseje v Taraku, torej dovolj, da se boste izgubljali več dni. Da pozimi tukaj cveti še biatlon, pa itak veste. Tudi cesta do sem je krasna, lepo speljana, zelo malo prometa, podlaga je dobra, zato opažam, da si celo v tako velikem kolosu, kot je Tarako, daje malo duška. In zato cenim, da imam odličen občutek na volanu in da me podvozje lepo uboga. Seat se je pohvalil, da je Tarako najbolj športen model med tako velikimi SUV s 7 sedeži. Platformo, ki je pri Volkswagenu seveda osnova še za druge modele, so inženirji vzeli v roke in skupaj z dinamičnim uravnavanjem podvozja Sport, takole je občutek res krasen. V bistvu dovolj dober, da bi si želel še malce več moči, čeprav bi moral potem na te družinske izlete hoditi sam, ker pa itak ni ideja tega prispevka. Čeprav bi pasalo. Evo, se že peljem nazaj v dolino proti Bledu. Malo naprej od Bleda je vas Zgornje Gorje in tam najdete tudi table potem za Krnico. Zapeljete se skozi vas, pustite avto na parkirišču, naprej pa peš. Pokluška soteska je v bistvu ena taka divja soteska, ki vas bo navdušila s strmimi stenami, z galerijami, z naravnimi mostovi, z jamami, luknjami. V bistvu so celotno pot nedolgo nazaj prenovili in je super. Priporočam pa, da sotesko vseeno obiščete s čelado na glavi, ker od tamle gor zna prileteti kakšen kamen in je lahko nevarno. Jaz jo nosim kar ves čas, čeprav se bodo zdaj modni guruji najbrž zgražali. Kakšna glava čelada! Celotna pot je dolga okrog 4 km in zanjo boste potrebovali dobro uro, je krožna, tako da se lahko na katerikoli točki dejansko obrnete in rečete, dovolj imamo. Fino je, da je že po kakšnih 20 minutah hoje pridete do tistih zelo zanimivih stvari, vsekakor pa prisopihajte vsaj do sem, do galerije Kraljeviča Andreja. A ni fascinantno, no? Vem, da ravno za takšno raziskovanje hočete imeti avto, ki je bolj oddaljen od tal in ima 4-kolesni pogon. Zdaj, če boste šli iskat gobe tjale nekam, potem ga boste sploh potrebovali, če boste parkirali tukaj, bo pa dovolj že Ibiza.